Danes predstavljate prvi velikoserijski električni avtomobil v Sloveniji. Zakaj sploh gre? Skratka, velikoserijski pomeni to, da za razliko, vemo, da so že obstajali različni prototipi, možnosti že zdaj nakupa, ampak tokrat gre za vozilo, ki je popolnoma, da rečemo, enako običajnim vozilom z notranjim izgorevanjem, nudi vse tiste zmogljivosti, udobje, kot smo ga navajeni. Razlika je velikoserijski v tem, da je tokrat izdelano v res velikih serijah in zagotovo pričakujemo, da se bo vozilo tudi v Sloveniji prodajalo ali pa najemalo v večjem številu. Torej, prihodnost je po vašem mnenju v električnih avtomobilih? Tako je. Če pogledamo samo na hitro, zakaj je elektrifikacija v Sloveniji oziroma zakaj je najboljša, gre predvsem za to, da imamo številne probleme, tako kot drugod po svetu, glede onesnaženja mest in s tem povezanega tudi naraščajočega prometa, ki vse to povzroča. Naslednja stvar je ta, da veste, da kar se tiče fosilnih goriv, predvsem izkoriščanja nafte, imamo tu številne tako probleme glede same cene, kot tudi glede ekologije. Še en razlog, kjer bo za mogoče uporabnike najbolj pomembna stvar ta, da že v številnih evropskih mestih, lahko pa pričakujemo v kratkem tudi v Sloveniji, bodo seveda mesta, predvsem mestna jedra, postala zaprta za vozila, ki so umazana, da tako rečemo. Torej bo možno do mest, do tistih ustanov, ki jih nujno potrebujejo, dostopati seveda samo z električnim vozilom. Kakšne so zmogljivosti? Se lahko s tem vozilom podamo na avtocesto? Seveda, vozilo zmore končno hitrost 130 oziroma celo še malo višje v praksi. Naj povem, da predvsem je pomemben navor tukaj vozila, 180 Nm zagotavlja pospeške, ki smo jih vajeni od običajnih motorjev. Celo lahko rečemo, da so uporabniki, ki testirajo vozilo, presenečeni. Njihov občutek je celo, da je vozilo še boljše pospešuje.